Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Če je slučajno kdo imel plan danes se peljati z električnim vlakcem, ki bi se moral imenovati Jurček, pa se še zaenkrat ne. Ja, ampak samo mestni vlakec. Ne bo šlo, kajti nedolgo nazaj je ta mestni vlakec, ki bi se moral imenovati Jurček, ampak se še ne, imel tehnični pregled. Tako? Danes pa ima servis. Te ni naredil tehničnega. Bog ve. Mogoče so rekli, dobro je, ajde, ne? Ampak menjaj si bremzo, ne? Pa luč. Ja. Ali pa mu je dal 20, ne, not v promet. Mogoče pa mora vsak mesec pač imeti servis. Mogoče res, ja. To še mogoče najbolj res, proti temu, kaj mi dva tu ugibamo. Res je. Ne vem, če ste vedeli, Anja je tudi serviser električnih vozil v tem času. Pa kontrolor na tehničnih. Tako. Pa kretničarka je gori pri Hodošu. Okay. Jutri bo spet peljal vlakec, brez skrbi. Obljubili smo jegra v vinski kleti, ampak najprej treba seveda povedati, v kateri kleti in da zdaj dobesedno v kleti ni bil, no. Tokrat, drugače je, dostkrat, redno hodi. Ampak govorimo o ptujski kleti, ki je ena od najstarejših kleti v Sloveniji, stara skoraj 800 let. Wow. V njej hranijo vina zadnjih 2 stoletij, med njimi tudi najstarejše slovensko vino Zlato trto iz leta 1917. Sicer pa se ptujska klet ponaša tudi z izjemnimi dosežki na mednarodnih ocenjevanjih. Med drugim je na prestižnem ocenjevanju Falstaff dosegla maksimalnih 100 točk. Vse, kaj je možno, so dobili, in sicer za muškatni silvanec, letnik 1921. Edini so v Sloveniji, ki so dobili 100 točk in pa zelo med redkimi na svetu. Bravo. Tako da je neka klet, ne? Res je. In danes ob otvoritvi svojega kotička v trgovini E-vino, tu na glavnem trgu, je Jeger šel preveriti ponudbo. Halo? Fras Medvard, mi imamo nove sosede. Tukaj na glavnem trgu 20, ko je prodajalna E-vino nasproti Elektra Maribor, je prišla ptujska klet, ena najstarejših vinskih kleti v Sloveniji, in ponudba je res bogata, meni se kar smeji, ampak da ne bom samo jaz govoril, pa kaj imajo tukaj. Z mano je Max Kadivec, ki je glavni enolog v ptujski kleti, pa tudi direktor proizvodnje. Kaj imamo vse se danes tu? Vse, kar delamo, ne? Oziroma vse, kar delamo in prodajamo, se pravi vina, pijače, blagovne znamke, petovja, isti repertoar, kot ga imamo na Ptuju, ne? Pa dober repertoar. Mislim, da najboljši repertoar, tako da ni razloga, da danes ne bi prišli pogledati, kaj imamo, ne? Ker nimate samo vina, imate tudi neke akcije. Ja, danes imamo 15% popusta na vse naše izdelke in seveda vse se da tudi proba danes, tako da poleg tega, da nekaj nesete domov, se prej prepričate, kaj boste odnesli, tako da. Probat se da, lepo. Nič, Fras Medvard. Jaz grem probat. Ja, ne, dobro. In nikoli več ga nisem videl. Tako, na probo se je do amena. Ok, torej na glavnem trgu v trgovini E-vino od zdaj naprej tudi kotiček ptujske kleti. Pridite mimo, ne? Zakaj pa ne bi v sredo malo probavali doma. Degustirali. Tako. Dobrih 11:13 in spet v tem studiu pozdravljava profesorja Križaniča. Zdravo in kaj je? Zdravo, profesor. Lepo zdrav. Ne vem sicer, kako se reče po kuščarsko zdravo. Nekaj. Jaz vem, si mi ti povedal. Ja, če imaš? Ali pa zdravo. Dobro, pustimo kuščari. No, kaj imamo? Gremo danes še malo bolj nazaj, ko v 80. Torej v konec 70. Točneje v leto 78, ko je bila ena izmed najbolj popularnih skladb tisto leto Baker Street in Gary Rafferty. In v bistvu so zelo redke skladbe, ki si jih zapomnimo po saksofonskem vložku. Recimo ena taka je Careless Whispers. Seveda. No, ta pa ni daleč zadaj.
Za leta 1978 je za album City to City spisal in posnel Gary Rafferty. On je bil ustanovni član zasedbe Steelersville. Gre za resnično ulico v Londonu, najbolj znano po prebivališču enega zelo znanega detektiva, fiktivnega sicer, katerega Sir Arthur Conan Doyle je napisal zgodbo o njem oziroma več. Ja, no. gled za me zgled. Zono vlečo. Sherlock Holmes, ja. Ja. Zdaj reči Gadget. Jaz tudi. Inspektor Gadget. Pa Columbo, pa nekaj sem se imel. Gary Rafferty je sicer Škot bil, pri prijatelju pa večkrat prebival prav v omenjeni ulici, no skladba pa govori o neizživetih sanjah moškega, ki se utaplja v alkoholu. In pač ironično, zaradi tega je leta 2011 Gary Rafferty tudi umrl, ker se je zapil do amena. Ta saksofonski vložek je posnel Raphael Ravenscroft, ki je bil v bistvu studijski glasbenik. Snemo je od Pink Floydov do ABBE za vse živo, no za plačilo pa je takrat prejel, veš koliko? Ja, $100. 27 funtov. Kako 27? 27 funtov. Tebi, ali 25 ali pa 30? Ne, 27, no. Med leti 77 in 82 je šlo enih kar nekaj tak podobnih soft rock skladb, ki so jim tej usmeritvi oziroma žanru so dali celo ime in imenuje se yacht rock. Ja, se bi pasalo. Sailing pa to. Tak zadaj, da sediš, ko je tam ona velika miza zadaj na jahti. Ja, pa lepo špila. Kot če bi on zašpilo, ne? Ja, saxofon pa... Ja, če si pun, tebi ti že tam špilo, ne? Ja, direktno. Ja. Jaz malo razmišljal. In je bolelo? Seveda. Razmišljal sem, da se mi malo lušta, mogoče, da bi bil v bendu. Resno. In zdaj smislo, to je unikatna priložnost, ne? Če je še kdo na istem tam zunaj kot jaz, smislil, bom izkoristil kolega Medvarja, ki je dolgoletni bendaš, bendit, bendar. Če lahko morda meni in poslušalcem, ne vem, poveš 3 prednosti, 3 slabosti tega, da si v znanem, uspešnem bendu, malo stari, naprimer, Ti bi bil v znanem. ki ves čas koncertira. Ne, zdaj je bil znanem, ampak on je, ne? Zato pravim, on bi že vedel. Ok. A zdaj govorimo o, ko že je, malo te. Pa na splošno, kak češ? No, ja kaj bi rad zdaj? Prednosti in slabosti tega, da Kaj si bi v rad, bendu. prednosti ali slabosti? Ja, oboje. Ja, pa kaj bi rad najprej? Ok, slabosti. Slabosti tega, da si v bendu, ki non-stop igra. Ja. Ravno takrat, recimo, ko ima nekdo rojstni dan ali pa kakšen fajn dogodek, se zgodi, oziroma se, kaj žvekaš, požeri dol. Če me gleda, pa mi žveka. Pardon. No, ravno takrat, ko nekaj je, da bi šel, imaš ti koncert in te ni doma in ne moreš iti. Pa še prijatelji ne morajo na koncert iti, ne? Ker ima res dan. Ja, to mi ni zdaj mar. Okay. Niti mar. Veš, 100-krat je že bilo, da je nekdo imel, ne vem, 40, ali pa kaj pa ne moreš iti. Ok, Pač tečno. dobro. Ali pa je, ne vem, derbi v Ljudskem vrtu, pa ne moreš iti, ker imaš koncert. Ok, dobro. Ne, to je primer. Recimo, dosti krat te ob sobotah ni doma. To mi je že znano. Ja, še posebej fajn je, recimo, če delaš vsako soboto zjutraj na radiju, najprej, ne, potem si 2-3 ure doma in te ni spet in priješ v nedeljo jutro domov. Izjemno. To je druga izjemna stvar. Komaj čakam prednosti, da vidim, če... Ja. Ja? Zdaj pa, ne vem, govorimo, zdaj, če posplošimo, če od začetka, recimo, težji so začetki, recimo, če bi imel band, ne, To vem, zdaj, ja. od nule, ponavadi pomaga, da imaš rad muziko, pa da rad igraš, pa da špilaš, da ti je fajn, pa da verjameš, da nekaj bo enkrat. Ne, Je ti si verjel, ne? Ja. Vedno. Tako, in je trajalo 25 let, da se je stvar nekam premaknila. Ja, nikoli Ok. ne obupa. 25, samo toliko, ne? Ja, ne vem, zdaj po tem Ja, to so povedanem. slabosti, kaj Ja, je zdaj? si dal že prednost, kako? Ja, ne, Ja, ja, te pa nisi daj. še rekel. No, prednosti,
Če dosti nastopaš, vidiš dosti lepih krajev, ki jih drugače nikoli in nikdar ne bi. Lepo. V kakva mesta, vasi, ne vem, tudi po tujini s prejšnjim bendom smo že vse bili. To je neverjetno, koliko je teh zgodb, ki vse, pri kom smo spali, ne vem, bla, bla, bla. Ok, to je cool, ja. Ne, potem druga prednost je verjetno tudi ta, da se družiš s prijatelji in druženje ob skupnem igranju muzike je čist nekaj druga, kot pa če greš na pir. Res je. Recimo, ne? Je neka drugačna povezanost, je ful je fajn. Pa ne vem, fajn je tudi spoznati ogromno ljudi sveta glasbe, gostinstva in turizma, pa še česa. Ne? Super. Imaš polno nekih ljudi, veš, če se kaj spomniš, daj, da bi nekaj rabo, pa nekaj, imaš točno, milijardo nekih kontaktov, pa se ful hitro dosti krat. Ampak glavno je to, medtem ko recimo nekdo doma na kavču leži, če dam primer, s tem ni nič narobe, če ležiš. Ne? Recimo se mi peljemo v, ne vem, neko vas, tam 4 ure stran, pa tam špilamo, ne? Pač vidiš tam, gled, kako ima tu. Pa spoznaš nove ljudi in tako naprej. Ja, če češ, če ne, pa si pač tam v backstage, ne? Pa ješ. Ok, in če bi jaz slučajno bil v bendu, kaj priporočaš, kateri inštrument? Bas kitaro. Ja? Zakaj? Ker je pune vre. Pa ni toliko zanositi. Ok, ja. Pa zelo, zelo pomemben inštrument je v muziki. Je pa res, da moraš imeti dober občutek za ritem. Česar pa jaz nimam, ne? Nimaš, ampak kot basist bi ti to bilo proščeno, ker ga večina basistov nima. Tako da, lepo zdrav. Danes je sreda, 22. april in to pomeni debatno sredo na Totem radiju, ko je sreda in pri nas debatiramo. In danes smo debatirali o tem, kaj je tista najbolj lena stvar, ki ste jo kdaj naredili. Najbolj lena, da se vam ni dalo niti približno. Anja. Jaz se sicer zdaj trenutno ne spomnim, ampak mogoče pa bi bilo to, da se že sigurno 2 ali pa celo 3 mesece pospravljati omaro z oblačili in se mi nikakor ne da in sem že čisto blizu, da vse zmečem ven, ampak ne, premislila sem si zadnji hip. Jaz poznam rešitev. In? Da imaš celi cajt lepo zloženo, polje ne rabiš nikoli pospravljati. Ja, ampak ne vem, sama se razmeče. Aha, seveda. Ja. Ok, Marko, se ti spomniš česa? Dolgo sem razmišljal, pa se potem spomnil, da med korono, ko je bila karantena, sam sem bil v Mariboru v stanovanju, familija 6 občin Beg, avto sem imel hin, tako da v stanovanju sem bil Izjemen. In vem, da se mi tak ni dalo posode pomivati, samo zlagal sem gor tam na pult, pa zlagal. Na koncu sem že mislil, one plastične, neke nože pa vse, enostavno ni bilo. In na koncu, ko sem se, zdaj pa morem, sem našel not že neke 6-člansko družino. V enem loncu je že nekaj raslo, pa sem vzel samo veliko vrečo za smeti, še s tem se mi ni dalo obadati, ko je pač splahno dol, pa umil lepo, ampak sem vrgal vse beg. Kako še le smrdelo? Pa ni. Prost tak že, veš. No, to je bilo enkrat. Ok. Jaz se spomnim, recimo, zdaj vmes sem se še spomnil, da ful dolgo se mi ni dalo diplome napisati. Vmes so leta tekla, ali 2, mislim, da 2 leti. Drugače pa imam konstantno borbo z britjem. To imam jaz tudi. Nikoli se mi ne da brit. Druga težava pa je ta, da če bi si pustil brado, se mi ne da brade imeti. Ne veš, kaj bi rad torej. Ja vem, da ne bi se rabo brit. Ja. Ne, on ve, da ne bi rad imel brade, ampak se mu ne da brit. Ampak še bolj se mu ne da imeti brade. Moraš bolj skrbeti za njo. V bistvu se mi nič ne da. Tako. Lepo pozdravljeni. Družuje. Če ste tudi vi
polni življenjske energije. Ambicij in elana. Tako, nič med 220, sicer pa se lahko debati pridružite na naših družbenih omrežjih. Naslednji teden so počitnice in spomnimo se za trenutek časov, kak je bilo, ko smo imeli počitnice in smo bili doma. Vsak dan s biciklom, unim, pune hamre. Ali pa vsak dan igerce. Ja. Pa pol fuzbal, pa spet igerce, pa spet fuzbal, pa jest domu, toliko, kot da je 23 ljudi prišlo. Pa, ko še ni bilo vseh teh internetov in YouTubeov, se spomnim, gledali smo Dragon Ball na RTL 2 in je bil vsak dan ob 19:30 in smo bili zunaj, pa smo, da pa gremo gledat, pa smo čez pol ure prišli nazaj ven. Mi smo podobno imeli z Baywatchom, z Santa Barbaro, in z Esmeraldo. Svetovno. Vsi not in pol vsi nazaj ven. Ampak preprosti časi. Že odvedno pa je tukaj ZPM, ki seveda vsake počitnice popestri še bolj. In tudi tokrat bo tako, kaj pripravljajo vse v tem tednu počitniškem, pa razlaga Sara Irman Kolar. Vedno ponujamo raznolike aktivnosti. Med 8 in 16 uro se bodo odvijale različne ustvarjalne delavnice, vse od migajočih metuljev, papik na dlani, papirnatih torbic, gledaliških lutk in predstav, okrasja za Dumovo pomladno dekoracijo in tako dalje. Ne bo pa manjkalo niti dnevnih izletov, vsak dan se bomo potepali po različnih lokacijah, obiskali vojake, iskali zaklad in pa igrali biljard. Zato res lepo vabljeni, da se udeležite naših počitnic. Še biljard? Svetovno. Zakon. Ok, seveda vse skupaj najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Treba pa je dodati še to, da nobena zadeva ni plačljiva, torej vse je brezplačno, za izlet pa se je potrebno naprej prijaviti. Tako da zpm-mb.si. 22. april je danes, kar pomeni, da je danes svetovni dan Zemlje. Tako. Planeta, na katerem domnevno živimo. Tako da vse najboljše, Zemlja. Vse najboljše. Vse najboljše. In če kdo praznuje, na radiju radi zavrtimo, posvetimo kako skladbo. Tako. In ker danes praznuje Zemlja, smo se odločili posvetiti naslednjo pesem prav njej. Samo več ne morem govoriti. Ok, vse najboljše, Zemlja. Vse najboljše, Zemlja. Vse najboljše, Zemlja. In tukaj pesem zate, Earth Song od Michaela Jacksona. Če slučajno še kdo ne ve, obstajajo podcasti jutranje ekipe tega radia in pa podcasti Fras in Medvard šova, ne? Res je. Kje jih najdemo, Marko? Na totiradio.si v audio špajzi. Pa na YouTubeu, ne? Tudi. Ne? Če bi slučajno kdo želel poslušati za nazaj, ogromno tega se je nabralo že in vse je torej na voljo na spletu. In prišlo je do problema, kajti razlika v številu podcastov na naši spletni strani je več kot očitna in sicer Fras in Medvard šov ima, mislim, da 20 ali koliko več podcastov kot Toto jutro. Tako. Ok, zakaj je temu tako? Dajmo predstaviti tekmovalca. Tukaj je Matic Jeger. Zdravo. In pa Anja Škrlec. Lepo zdrav, Anja. Zdravo. Ok, torej, bravo, Anja, servus. Torej, vama dvema ni jasno, kako je to možno. Meni je jasno. A da ti je? Ja. Anja je prej rekla, da ti ni jasno. Sem se vprašal, ko Anja šla, sem si tudi odgovoril. Aha, Okay, Anja pa je zdaj tu pol ure tuhtala, pa zakaj, pa kak? Tako. Ne zato, videla sta prej začela. Ne, In Anja trdi, da je prišla do rešitve. Zato tekmovalka Anja Škrlec Anja. Zakaj je na spletni strani totiradio.si v audio špajzi večje število podcastov Fras in Medvard šova kot podcastov Totega jutra? Izvoli, da vidimo. Jaz mislim, da zato, ker je jutranja ekipa vmes ni delala. Ne, kaj govoriš ti?
Jaz mislim, da si ugotovila. Vsak dan ga naredimo. Glej, doben problem. Zdaj pa da vidimo, Dober poskus, Anja, ne rabiš zdaj se slabo tu počutiti. Če se mi Marko tako smeji. Ok, Matic Jeger, tekmovalec Matic Jeger Holc. Taki najprej čutim dolžnost, da zagovarjam jutranji podcast. Ja? Vsi so narejeni. Okay. Zakaj ima ta Fras in Medvar več podcastov v audio špajzi? Ja. Pa zato, ker imata tudi sobotni Fras in Medvar. Anja, vredno? Jezus! Wow! Kakšen misterij. Vidiš, Fras, kak ljudje radi pozabljajo, da samo mi dva in noben drugi na tem radiju ne dela 6 dni v tednu. Se vam je srca. Enkrat na mesec nedeljo. Ok. Ta se je izpovedala, zdaj? Ne. Zagotovo ste že kdaj videli, Anja, si ti že videla kdaj ptiča v luftu, ko na mestu leta, ali kako naj rečem? Ja, 100-krat že. No, mi dva smo ga danes, ne, to. Tako? Prvič ne. Ne, pač, ampak danes sem se spomnil spet, da sem že 100-krat videl, ko ptič pač na prehuta, ne, na mestu. Ne? In me je zanimalo, zakaj, kaj se dogaja, zakaj je močen veter je, ali ne more naprej, ali smo v matrici in je nekaj se zgodilo. Ne? In sem jaz rekel, ja, verjetno nekaj gleda. No, najverjetnejša razlaga, ki sem jo našel, da je tam pač tak tok vetra in lahko ptiči prilagodijo plahutanje hitrosti vetra in s tem ostanejo na mestu, kar jim zelo olajša opazovanje plena na tleh, da se lahko potem takoj spustijo k njemu. No. Tako da, bravo, Tomaš. Anja, ne? Ja. Te pa nisi veterinarka. Kak te tega nisi vedela? Ja, da ko je ptič na mesti, te nekaj gleda. Zato, ker se mi zdi, da vedno ravno gleda. Ja, kaj si ga šla z daljno gledom gleda? Ja, ne, ampak več zanima. Kam ima oko obrja? Se pa te lahko gleda, ne? Tudi ptič, kam če je v bistvu. Ne vem, zakaj se te ne vsede, ne? Nekam bi lažje pogleda. Ja, ne vem, da je perajt, ne? Da gre iz onega. No, zdaj veš. Ja, imela si naravno razlago. No, evo, če še kaj rabiš o živalih, Marko Fras, tu ptičolog. Kaj si danes vijo, oziroma kaj si danes videl, oziroma videla? To je vprašanje, ki ne zahteva spektakularnega odgovora. Anja, izvoli. Jaz sem danes na poti v službo videla eno gospo, ki je parkirala ob cesti in je zelo, zelo nevarno odpirala vrata. Jezus. To je krne. To lahko samo... To sem si tudi jaz mislila. Ok, super. Marko? Jaz sem videl prvič v življenju kaktusov sok. Bravo. Ne? Lahko jaz že? Ja, izvoli. Jaz sem prvič v življenju pil kaktusov sok, ki ga je Marko videl. Tako? Sicer pa sem danes prvič letos videl nigradovo silkarco v travi, ko leži. Super. Tako da spet je čas za to, ne? Fras in Medvar in Fras in Medvar show.